Pozdravljen, Stojan, in vsi, in vsi tukaj zbrani. Zdaj, da te jaz najdem med vsemi, da ti dam, vidim, evo, da te naredim večjega, a ne? Spotlight for everyone, evo, Stojan, lepi. Koliko si se uredil, a si glancal? Misliš, to globin začele pa malo... Ja, super. Malo sveta, veš to. Stojan, a dovoliš, da ti nekaj povem, preden začneš? Ja, seveda, izvoli. Ustavno sodišče Republike Slovenije, zdi se mi za vse pomembno, ko boste vlagali pisne dokumente v glavni pisarni Ustavnega sodišča, je omogočeno ob upoštevanju naslednjih navodil. Dobro poslušajte. Ustavno sodišče Republike Slovenije, ki trdi, da so maske nezakonite, ki trdi, da je kemično čiščenje rok nezakonito, pravi, da ima uradne ure od 9 do 12 vsak delovni dan. Med uradnimi urami je možno le osebno vlaganje pisnih dokumentov, vpogled v spise in pridobivanje informacij. Preventivni ukrepi. Vstop v prostore Ustavnega sodišča je dovoljen samo s pravilno nameščeno zaščitno obrazno masko. Pazite, to so navodila na vratih Ustavnega sodišča. Ob vstopu je obvezno razkuževanje rok z razkužilnim sredstvom, ki je na razpolago v recepciji. Spoštovati je treba minimalno varnostno razdaljo med posamezniki vsaj 1,5 metra. Ustavno sodišče Republike Slovenije. Stojan, dajem ti besedo. Hvala. Ja, sej takoj lahko vidimo, da dejansko Ustavno sodišče ni to, kar bi moralo biti, a ne da ščiti ustavo in človekove pravice, ampak je v službi korporacije Republika Slovenija in tudi te medameriške korporacije, tako da samo izpolnjuje te ukaze, ki jih dobijo iz teh višjih instanc. Zdaj, jaz bi mogoče malo vseh nekaj povedal. Jaz skoraj vsak dan objavim na Facebooku kakšno zgodbo in zanimivo je to, da zdaj pred kratkim sem dobil ta naziv digitalni kreator. Se mi je čudno zdelo, ampak očitno, ker ti toliko veliko objavljaš stvari, če ogromno ljudi to gleda, je potem ti avtomatično dajo pač ta naziv. In jaz sem bil presenečen, mislim, da skoraj vsako moje pisanje prebere od 1000 do 2000 ljudi, pa tudi 3000, 4000 ali 5000. Zdaj, to je res zanimivo, ker jaz sem v tej družbi en popoln nepomembnež, niko in ništa, po domač povedano, ampak če se mi zavedamo, da živimo v svetu iluzije, ta svet je iluzoren, ampak znotraj nas pa obstaja tudi svet resničnosti, realen svet. In da dejansko je tisti realen svet, ki je znotraj nas, tisti, ki na koncu odloča o vsem. Zdaj, moj današnji nagovor ni namenjen nam, članom Društva za srečno življenje Belis, ampak je namenjen vladnim odločevalcem. In sicer kot eno opozorilo, meni je vseeno, mislim, ali bo to ta moj nagovor koga od njih dosegel ali ne. Ampak pomembno je v bistvu to. V enem starem egipčanskem zapisu, ta zapis izvira še pred rojstvom Jezusa Kristusa, je bilo zapisano, da za vstop v nebesa obstajata dva pogoja. In sicer prvi pogoj je ta, ali si našel notranji mir. Drugi pogoj je pa ta, ali si ljudem govoril o tem miru, ali si govoril ljudem o resnici in ljubezni.
Se pravi, če si to je po mojem izkustvu, je to res tista stvar, ki človeka pelje naprej v višje sfere, v nebesa, absolutno. In tisti, ki se tega zaveda, njemu je dosti lažje že v tem življenju in še lažje mu bo tudi v onostranstvu. Medtem ko tisti pač, ki sledijo zlu, ki sledijo lažji, prevaram in tako naprej, pa itak zase vejo, kje so in kam bodo šli. Tako da, se pravi, to moje pisanje oziroma ta moj nagovor je namenjen sodstvu, policiji, zdravstvu in šolstvu. Mi v Društvu za srečno življenje Belis sledimo zdravi kmečki pameti, druži nas resnica, pravičnost, sočutje in dobrota. Mi se po najboljših močeh že ves čas trudimo ozaveščati ljudi za naše skupno dobro. Zdaj se pa obračam na vas, dragi odločevalci v vladi in ostalih ministrstvih. Sprašujem vas, za koga in za katero skupno dobro se vi trudite. Se morda trudite za podjetje Republika Slovenija in medameriško korporacijo, katere člani pri nas ne odgovarjajo niti za najhujša kriminalna dejanja, ali pa se morda trudite za blagostanje vaših bančnih računov na rajskih otokih ali pa kar za oboje skupaj. Dragi odločevalci, sprašujem vas, kako dolgo se boste še sprenevedali, kako dolgo bo šla še ta pandemija injekcijskih umorov pri nas veselo naprej, kako dolgo nas boste še posiljevali z obraznimi maskami v bolnicah, zdravstvenih domovih in drugih ustanovah, ker te maske nikogar ne ščitijo pred nikomer. To govorimo že zadnja 3 leta, ponavljamo kot papagaji, to je podprto z vsemi znanstvenimi ugotovitvami. In pri nas in vi še kar naprej sledite tej Klaus Schwabovi agendi, še vedno ste kar naprej sledite temu trajnostnemu razvoju LGBT Klausa Schwaba. Sprašujem vas, kako dolgo nas boste še posiljevali z PCR in drugimi testi, katerih edini namen je samo zastrupljati nas in naše otroke. Spomnimo se, v Angliji je zaradi vsakodnevnih PCR testov umrlo več kot 10.000 ljudi. Dragi odločevalci, kako dolgo nas boste še zasipali z reklamami cepimo se, čeprav dobro veste, da se je umrljivost zaradi prav teh cepljenj v letošnjem letu pri nas povečala kar za 30%. Večina otrok cepljenih proti papiloma virusu pa so sterilni in ne bodo mogli imeti otrok. To je vse znanstveno dokazano od neodvisnih raziskovalcev. Kako dolgo, dragi odločevalci, nam boste prikrivali prave podatke o umrljivosti cepljenih? V zdravstvu manjka 1500 medicinskih sester. Kje so podatki,
koliko od teh medicinskih sester je po cepljenih umrlo in koliko jih je odšlo iz zdravstva zato, ker niso več hotele sodelovati v injekcijskih umorih in umorih z zdravilom Remdesivir. Dragi odločevalci v šolstvu, primanjkuje več kot 1000 učiteljev. Kje so podatki o tem, koliko teh učiteljev je umrlo po cepljenjih? Dragi odločevalci, boste sprenevedali in dovolili, da se množično injekcijsko ubijanje ljudi pri nas nekaznovano nadaljuje. Kako dolgo boste kazenske ovadbe proti odgovornim odločevalcem za genocid metali v koš za smeti, s policijskimi preiskavami pa preganjali ustanovitelje Društva za srečno življenje Belis? Kako dolgo nameravate kriminalizirati tiste, ki se borijo za ustavo, ki se borijo za človekove pravice, in kako dolgo boste gledali skozi prste tistim, ki so nam v zadnjih 2 letih vladali mimo ustave s terorjem in podzakonskimi akti? Kaj ste naši politiki, policisti, sodniki, vojaki, zdravniki res tako kratke pameti, da se ne zavedate, da je samo vprašanje časa, kdaj bo korporacijska, injekcijska in drugačna smrt prišla tudi po vas? Zavedajte se, da vi niste niti kmetje na šahovnici svetovne politike. Ste samo male nevidne smetke, ki jih je na šahovnico slučajno zanesel pohlep korporacijskega vetra. Kako dolgo še nameravate podpirati LGBT korporacijski fašizem Svetovnega ekonomskega foruma, Svetovne zdravstvene organizacije in Združenih narodov, katerih cilj je trajnostni razvoj LGBT in uresničitev agende 21, 2030 in 2050. Še enkrat, spomnimo se, kaj so ti cilji teh agend. Ena svetovna vlada, ena svetovna valuta, ena svetovna centralna banka, ena svetovna vojska, konec nacionalnih suverenih držav, konec imovine v privatnem lastništvu, konec družine kot osnovne družbene celice, depopulacija. Mimogrede naj omenim, da je direktor Pfizerja pod imenom Burlo javno zagotovil, da bo do konca leta 2023 samo še pol svetovnega prebivalstva. Večkrat letno obvezno cepljenje prebivalstva, torej ta agenda vsebuje, oziroma te agende vsebujejo obvezno cepljenje večkrat na leto, vsebuje tudi univerzalni temeljni dohodek, vsebuje obvezno čipiranje vseh ljudi in pa uvedba socialnega kredita po vzoru Kitajske. Nadalje, odvzem otrok staršem in popoln prevzem vzgoje s strani korporacij. Konec privatnih prevozov in lastništva avtomobilov. Vsa podjetja v lasti korporacij. Se pravi, ni več nobenih privatnih podjetij, ni več državnih podjetij. Vsa podjetja padejo v last korporacij.
konec nepotrebnih letalskih prevozov, konec kakršnekoli privatne lastnine, prepoved uporabe naravnih zdravil in naravnega zdravljenja in pa konec uporabe fosilnih goriv. Dragi naši odločevalci, sledilci trajnostnega razvoja agende 21, 2030 in 2050, kaj v vas res ni nobenega dostojanstva, nobene časti in nobene vesti, kaj se res ne zavedate biblijskega pregovora, ki pravi, kar seješ, to žanješ. Dostojanstvo pomeni ohraniti človečnost, ohraniti etičnost in moralnost, pomeni ohraniti čast, poštenost in resnicoljubnost. Brez dostojanstva človek izgublja svojo pravo identiteto, je v sebi vse bolj prazen in izgubljen in se vse manj zaveda svojega pravega poslanstva. Brez dostojanstva je žalostno to življenje in še bolj žalostno bo v onostranstvu. Dragi odločevalci, samo vi veste, ali je za vas še čas, da začnete služiti resnici, poštenosti in našemu skupnemu dobremu. Ali pa to za vas ni več. To veste samo vi. Na vašem mestu bi se, glede na to, kar sem povedal, močno zamislil. Naša sporočila imajo globlji pomen in zelo pametno bi bilo za vas jih tudi upoštevati. Evo, tukaj tole sem jaz nekaj malega pripravil, za zdaj imam v bistvu še en člančič, en članek, ki bi ga mogoče komentiral, mislim, ker je pač toliko laži, da Bog pomagaj, recimo, kaj sem kle na žurnalu, a ne, še vedno pač pišejo, govorijo, pišejo vse posod, mediji, še vedno govorijo o tem virusu, recimo, kle pač nek članek, ki pravi velika raziskava, toliko časa preživi virus na določenih živilih. Zdaj, mi vemo, tudi naša rojakinja, ki izdela PCR test in s temi virusi in ostalimi zadevami več kot 20 let v Ameriki na teh institutih, je zelo jasno povedala, da je za virus so potrebni štirje Kohovi postulati, in da dejansko niti en sam virus skozi te Kohove postulate ni bil dokazan. Niti en sam. Torej, po teh raziskavah neodvisnih raziskovalcev, oni pravijo tako, da virus ni živa stvar, virus je mrtva stvar, virus je odpadek iz celic, a ne, je ta snov, so ti strupi, ki se izločajo iz celic telesa. In seveda kot taki mrtve stvari niso prenosljive. Ampak, se pravi, Klej v tem članku govori, toliko časa preživi virus na določenih živilih. Se pravi, laž. Se pravi, virus je mrtva stvar, ne more preživeti na nobenem živilu. In gremo pol naprej, ne, pravi, virus preživi na izdelkih z neravnimi površinami, brokoli in tako naprej, na sadju, zelenjavi, čeprav lahko virus na površini sveže paprike preživi do 1 tedna. Znanstveniki so potrdili, da imajo jabolka v lupini naravne kemikalije, ki lahko razgradijo COVID-19 v nekaj minutah. Mislim, to so same totalne nategavščine, nima absolutno niti najmanjše veze z resnico. Gremo naprej, znanstveniki so raziskavo izvedli tako,
da so živila kot sadje, pecivo, usteklenična pijača izpostavili virus. Izbrali so tiste, ki jih ljudje najpogosteje damo v usta pred kuhanjem in pranjem. Rezultati so pokazali, da je stopnja prisotnosti virusa na mnogih živilih v prvih 24 urah močno zmanjšala. V nekaterih primerih pa je virus vztrajal tudi do enega tedna. Študije ekipe z univerze Southamptonu je povzema BBC. Skratka, vsi svetovni mediji, ker vemo, da so v rokah Klausa Schwaba, Svetovnega ekonomskega foruma, Rothschilda in tako naprej, oni nam dejansko kar naprej lažejo, ker so tudi vsi naši mediji v lasti teh korporacij. Jasno, da je jasna stvar, da oni pač te povzemajo te stvari, in jasna stvar je, da mi nismo država. Jasna stvar je, da smo mi podjetje, da je Republika Slovenija podjetje, ki strogo sledi tudi vsem tem medijskim nebulozam. No, gremo naprej. Za virus, kot je korona, ki se lahko prenaša z dotikom okužene hrane, kakšna bedarija, so te ugotovitve zagotovo vredne pozornosti, opozarjajo znanstveniki. Kakšni znanstveniki? To je mafija. Mislim, to z pravo znanostjo nima nobene veze. Ljudi bo zanimalo, da lahko virus po določenih pogojih ostane na površini embalaže in na živilih tudi več dni. Evo, tukaj se bomo pa ustavili zdaj. Jaz sem poleti sem imel kratke rokave in sem šel v Hofer in sem nabavil par stvari. In ker nisem imel vrečko, oziroma premalo vrečk, sem pol neke škatle, recimo, sem tako držal v rokah, tako da nekje med dlanjo in komolcem se koža naslanjala na te izdelke pač. In kaj se je zgodilo? Ko sem prišel domov, je mene začelo tam, kjer se je koža dotikala teh izdelkov, me je začela srbeti. In me je srbel, sem moral praskati, sem se šel umit, ni nič pomagal, me je kar srbel, že skoraj pekoče je bilo. In tako da sem potem, jaz sem pol govoril še z par ljudmi, ki so imeli točno iste reakcije po teh izdelkih. Jaz sem opazil eno stvar. Trgovke v teh korporacijskih trgovinah nosijo rokavice. Mislim, gumijaste ali neke rokavice, one se ne dotikajo te hrane. In zdaj mislim, kaj je na teh proizvodih? Seveda ni nobenega virusa, ampak so pa kemikalije, so strupi, oni napršijo na vse te izdelke, napršijo določene kemične strupe, ki reagirajo na kožo, reagira seveda tudi sluznica, ki mi to pojemo, in nam lahko delajo tudi razne zajede ali razjede ali v ustih, ali v želodcu, ali v črevesju. To je ta kemija. Zaradi tega bi bilo pametno, mislim, če gremo v te trgovine, da ima tudi mi rokavice. Mislim, zdaj to umivanje, tudi te detergenti, o katerih je bilo govora, to so strupi. To so strupi, ker jaz sem videl ta video, mislim, ko so te razkuževalne zadeve, je bil železen podstavek in ta je kapljal, je to razkužilo kapljalo na ta železen podstavek, ki je popolnoma zarjavel. Se pravi, je noter v teh, ne ve se točno, kaj je v teh razkužilih, ampak nedvomno so strupi. Zaradi tega jaz se nikoli, mislim, v vseh teh 3 letih se nikoli nisem razkužil rok. Nikoli. In seveda tudi noben kakšnega koli covida nikoli nisem dobil, ker imam pač, vem, da se te strupi, se pravi, vemo, da je ta COVID dejansko parazitska bolezen, to večkrat ponavljam, ker če ne bi bila, potem ta ivermektin in pa hidroksiklorokin ne bi delovala. To sem jaz prvič slišal, ko je Trump to povedal. Trump se je dejansko s tem pozdravil,
No, potem sem pa jaz rekel, ok, bomo nabavili ta ivermektin, pa hidroksiklorokin, ampak glej ga zlomka, tega zdravila se pri nas ni dalo dobiti. A ne vem, če ni bil celo prepovedan. Ok, gremo naprej. Med živili, ki so jih izbrali za testiranje, so bili kruh, jabolka, hruške, šunka, olive, steklenice, pločevinke. Ideja je bila, da bi izdelki izpostavili podobni količini virusa, kot je ta, ki nastane ob kašljanju ali kihanju ljudi v bližini. Zdaj je zanimiva ena stvar. Moram tudi to poudariti. Gospa Smol, piše se Smol, ona je SMALL, ona je direktorica, ena od direktorjev Pfizerja, mislim, da je direktorica za marketing, ko je bila v Evropski skupnosti vprašana, ali to cepivo preprečuje okužbo z koronavirusom od ene do druge osebe, je zelo jasno povedala, da ne. Kar pomeni, da je celotna ta pandemija, vse to cepljenje, vse te maske in vse to kar si ti, Mihael, povedal, razdalja 1,5 metra, ne, to je totalen nonsens, to je totalna bedarija, to je totalen, ne vem, kaj ne rečemo. Ne? Ker tukaj oni pravijo tako, ne, v tem članku, koronavirus se namreč širi kapljično. Ko se širi kapljično, ne, če pa dejansko, veš, niti en virus ni bil dokazan, in če bi se širil, jaz sem bil v teh zadnjih 3 letih, jaz sem bil na vseh teh in protestih po Ljubljani pred državnim zborom, jaz sem se objemal z ljudmi, rokoval, in če bi to bilo kapljično, bi mogel biti že 10-krat bolj zbolet za covidom, pa nisem zbolel, ne. Vseh 3 letih nisem niti enkrat zbolel. No, gremo naprej. Na začetku pandemije nismo vedeli, koliko časa lahko virus ostane na površini živil in embalaži, zato je ocena tveganja temeljila na predpostavki najslabšega možnega scenarija. Ta raziskava nam daje dodaten vpogled v obstojnost virusa na površini različnih živil in potrjuje, da so bile predpostavke na začetku pandemije pravilne in da so možnosti za okužbo z dotikom hrane, okuženja s covidom, majhne. To je dejal Anthony Wilson, mikrobiolog in pomočnik vodje skupine za oceno tveganja pri Agenciji za varnost hrane. No, mi zdaj poznamo nekaj teh mikrobiologov, tudi pri nas, ki so močno navijali dejansko za ta COVID, ta virus, kako je ta nevaren, kako bomo vsi umrli in tako naprej, mi moramo vsi biti mrtvi. Se mi zdi, da ni omembe vredno enostavno komentiranja teh za mene osebkov, ki so prodane duše, čisto domače povedano. Dobro, gremo še malo naprej. V tem članku vidimo laži na laži. Ekipa je izvedla raziskavo tako, da je spreminjala temperaturo, vlažnost in tako posnemala tipične pogoje, v katerih je hrana shranjena. Merili so hitrost razgradnje virusa in prišli do več zaključkov in tako naprej. Pekovski izdelki, delikatese, pijače, v glavnem totalni nateg. In takih nategov vsak dan v medijih, vse povsod. Vse. V medijih, v radijih, televizija, vse. To je nepojmljivo, to je popolnoma skregano z zdravo kmečko pametjo, z resnico, s poštenostjo, mislim, to je obup in tega je, zato ko jaz to slišam, ko jaz to berem, mislim, to mene dejansko me razjezi ali pa včasih razžalosti. Zakaj? Zaradi tega, ker pač imam prijatelje, znance, sošolce, ki še vedno verjamejo, berejo to, take neumnosti, kot sem tlele jaz navedel in pač verjamejo. Ne.
dejansko mi pa vidim, kaj mi dejansko lahko naredimo. Mislim, mi lahko naredimo to, da opozarjamo ljudi, da sledimo svoji logiki, da sledimo svoji intuiciji in da sledimo resnici, poštenosti, sočutju in našemu skupnemu dobremu. In hvala Bogu smo mi kle v tem društvu za srečno življenje Belis, taki ljudje. Hvala Bogu, da je še ogromno drugih društev in civilnih iniciativ, ki tudi sledijo vsemu temu. Edina slaba stvar je dejansko ta, da se ne združujemo in da ne delamo naslednjih korakov, kar pomeni, da krepimo to našo skupno zavest, s katero bi lahko lažje dejansko pritiskali na te organe teh odločevalcev, korporacije Slovenija in pa Svetovnega ekonomskega foruma. Odlično, ja, tole si zelo dobro načel to temo. Sem pa opazil v zadnjem letu, da zelo razdirajo društva, ki ne dobivajo sicer sredstev države, ampak delujejo samostojno, da uničujejo potem, se pravi, to so društva, ki niso NVO, ampak so društva od nekih drugih stvari. Potem posamezniki, verske skupnosti, ki niso pod okriljem rimokatoliške ali druge cerkve, tudi zelo uničujejo. Ljudje, ki se samostojno združujejo, jih med seboj pokregajo, vse je pod nadzorom, tako da ta moč, tako kot si ti zelo povedal, nižjega združevanja, brišejo skupine, tako kot so recimo Maske dol zbrisala, 17,000 sledilcev in tako naprej. In take stvari, ja, kaj predlagaš? Zdaj, jaz predlagam v bistvu to, jaz se obračam na policiste, obračam se na vojake, obračam se na zdravnike, na medicinsko sestro, obračam se na učitelje. Zdaj vsi ti ljudje opažajo, da ljudje med njihovimi vrstami, da so umrli po teh cepljenih s temi strupenimi zvarki. In glede na to, da oni to vidijo, da so oni to videli, da oni vidijo, mislim, da se to dogaja. Dejansko največja smrtnost trenutno je ravno med delovno populacijo, nekje med 40 in 60 leti. To so delovni ljudje, ki še niso prišli do penzije. Se pravi, edini način je, da recimo totalen bojkot teh institucij ali pa mogoče še prej teh, se pravi, neke grožnje ali ne vem, ali pa totalni bojkot. In ljudje, mi imamo dejansko to moč. Ta moč je v nas. In zdaj je samo stvar v tem, ali jo mi znamo na pravi način usmeriti v to, da pride do spremembe. To je tista stvar, mislim, jaz večkrat poudarjam to, mislim, ta moč je ta naša srčna moč, ta moč je moč resnice, ta moč je moč poštenja, moč etike, moč dostojanstva. In tukaj smo mi močni, tukaj smo mi močni in dejansko mi lahko z našo zavestjo vplivamo na to, da pride do sprememb. Jaz ne vem, kako bo prišlo, na kakšen način bo prišlo do sprememb, ampak mi, kako se bo ta naša, se pravi, ko se bo število ljudi, ki se bojo angažirali proti temu, proti tej agendi Klausa Schwaba in tega korporacijskega fašizma, se bo ukrepilo, bojo oni izgubili moč. Oni bojo izgubili moč in oni izgubljajo moč. Dejansko ta scenarij, ki so si ga oni zamislili, se ne bo uresničil. Zakaj se ne bo uresničil? Že zaradi tega, ker dejansko oni so bili prepričani,
da bodo premagali tudi to Rusijo, da jo bojo tako kot Jugoslavijo, da jo bodo razdrobili na manjše delce in da se bojo potem igrali z njimi, tako kot se igrajo z nami, a ne z nami, Hrvati, Srbi in z vsemi ostalimi. In tukaj so propadli. Mislim, tukaj enostavno so bili presenečeni in očitno, da vse kaže na to, da bo Rusija proti NATO v Ukrajini zmagala to vojno in da dejansko ne bo prišlo do ene svetovne vlade, da ne bo prišlo do ene svetovne valute, da ne bo prišlo do vseh teh bedarij, katere so si oni zamislili. Mislim, zdaj je tudi stvar, ker tukaj ta vojna, ki se zdaj dogaja, je večplastna vojna. Ta vojna je dejansko tudi denarna vojna. Ne? Oni pač hočejo uvesti ta digitalni denar in enostavno totalni nadzor. In seveda tudi to jim ne bo uspelo, ker zdaj Kitajci, Rusi, Brazilci, Indija in tako naprej, oni grejo pa nazaj na to zlato podlago. In ki pa ni vezana na neke izmišljene digitalne bone in tako naprej. Tako da ja, sistem se izsuva. Ja. Stojan, to si tako lepo povedal zdaj v teh zadnjih 2 stavkih, izmišljene digitalne bone, izmišljeni digitalni denar, namreč kako lahko banka v Republiki Sloveniji, pa se ni edina, ampak ker pač tukaj živimo, tako rečem, ne, to se pravi, da ukine plačevanje položnic in stroškov z gotovino Ja. in je možno plačevati samo digitalno. Zdaj, digitalno jaz jemljem, dobro, vmes manjka blockchain, ampak sicer je to samo na tipkovnici pritisneš 22 in pomeni 22 evrov, kar ne drži, ker je samo cifra, a ne, ki je samo vtipka noter. Ja. Denar, ki pa ima podpis ministra ECB, je pa neveljaven, pazi. Ti imaš v roki dokument, na katerem piše 20, 50, 100, 10, 50, vse en, a ne, ali pa kovinsko poštempljan in to ti zdaj ne velja, ki je izdala Centralna Evropska banka, unke pa v banki pritisne na tipkovnico en študent tamle, ko prineseš položnico, tisto pa velja. Čak malo, kam smo mi prišli v največji frot, v največjo prevaro. To je isto, kot si ti z virusom povedal, ki je mrtev virus, pa rečejo, da bo preživel ne vem koliko časa na tistih stvarih. Tako da, glej, zdaj pa, če pa greš koga tožiti, te bankirje ali pa kakorkoli, ne, sej to so čist nedotakljive entitete. Ne? Ja, seveda, korporacijski ti vidimi, a ne, pač imajo to enostavno zaščito in tako da treba je takoj kazensko ovadbo za tistega bankirja, tista banka, ki to naredi, in če imaš gotovino in če ti jo ne vzame, je to tako velik prekršek, je to kot če bi naredil izpit za avto, pa bi ti nekdo očital, da ga nimaš, ali pa kot da, ne vem. Ok, Stojan. Ja, absolutno, no, samo veš, kaj moraš vedeti, ne, da vse centralne banke zdaj pripravljajo, vključno z našo, ta digitalni denar, da oni dejansko res grejo v to ukinitev bankovcev. Zdaj, ne vem, pač po tem vzoru Kitajske, a ne zdaj, ne vem, kako je s to Rusijo, pa ne vem, koliko daleč bo to šlo, ampak seveda, mislim, glavni namen vseh teh oblastnikov je nadzor. Oni hočejo totalni nadzor. Bral sem en čudovit članek, samo še to povem, pa potem morava prekiniti. Smo šli malo čez, ampak super. Dobil sem eno čudovito iztočnico. Prej sem govoril o konsenzu, a ne? Za vsako stvar, vsaj ti satanisti, ali pa da nasprotna stran, da jih ne bomo želili, ker pač ni primerno. Ljudje, ki razmišljajo drugače, a ne? Moraš v bistvu imeti konsens in ta konsens je ključnega pomena. In če meni pride iz vlade, ki je jaz nisem volil, ali pa Klausda, ali pa Evropska centralna banka, ali pa WHO, ki sploh nima krajevne pristojnosti o čemerkoli odločati tlele v tej deželi, rečem, hvala, me ne zanima. Hvala, me ne zanima. Ne maska pred trgovino, me ne zanima dnevnik, ki poroča enostransko. Hvala, me ne zanima. Tudi če me policist ustavi sred ceste, oprosti, me ne zanima, šoboren se in pejt. Hvala lepa, s tabo ne mislim sklepati pogodbe. Namreč,
Pri vsaki stvari se zahteva konsens in konsens pri prekršku je to, če smo že pri policistu, a ne, ti reče, a boste podpisal, a boste vzel, če ne ti vrže pa skozi okno in on je s tem s tabo podpisal pogodbo, ti se pa ne znaš braniti. Hvala, gospod, me ne zanima. To se pravi, kar se z te strani tiče. Ti me pa zelo zanimaš. Hvala ti, Stojan. Tvoje mnenje me zelo zanima, se strinjam in upamo, da bomo skupaj skreirali pozitivne misli, ki bodo imeli tudi pozitiven vpliv na širšo družbo v Republiki Sloveniji in da se bodo ljudje zbudili, ker to, kar se dogaja, so postali že čisto indiferentni. To ni dobro. Vsaj to je dobro reči, me ne zanima, ugasim TV. Me ne zanima, kaj pravi vlada, zato ker to ni naša vlada, ampak vlada svojo firmo naj vodi kakor če. Me ne zanima, ker jaz nisem s pogodbo zaposlen v tej firmi. In tako naprej, in tako naprej. Ja, se strinjam, mislim, kar bi rad povedal za konec je samo to, ne, da dejansko imejmo vero in zaupanje v Boga in Bog nam daje sporočilo skozi naša srca in v pravem času bomo dobili te prave odgovore in v pravem času bomo vedeli, kaj moramo narediti. Zdaj, tako da dejansko je treba se res samo osredotočiti, treba se nasloniti na ta občutek znotraj nas, na to iskrico, ki sveti znotraj nas, dokler smo tukaj in delati za skupno dobro. To. Iskrena hvala. No, ko si lepo načel to temo o dobri vesti, da se treba nasloniti na dobra sporočila in dobro sporočilo, tudi če vzamemo vse znanje, ki smo ga v 3 letih dobili, pa Božič, pa Nov let, pa prazniki, poln praznega in vse to, tudi internet, pa Google, pa vse to, pa kaj smo še rekli, Hollywood in tako naprej. Vzemimo dobro, kar je dobrega, ne? Kar se da uporabiti, kar je nam vsem v korist in jaz bom se tebi zdaj zahvalil, Stojan.